Ampak kaj bi enemu svetoval, ki se malo spogleduje s tem ekosistemom? Kje naj začne? Recimo, da mu je to zdaj zanimivo, rad bi se pa malo bolj spustil. Pa lahko rečeva tako, nekdo, ki je developer, nekdo, ki je marketingaš, pa nekdo, ki je študent, ki nima pojma o ničemer, recimo. Za nekega developerja bi jaz rekel vsem, da začnejo malo gledati ta Solidity, recimo, za Ethereum, ker je noro, recimo jaz vidim v teh protokolih, ki smo mi, kakšni so paymenti za neko resno delo. To so nore tarife, ker je toliko malo ljudi v tem spaceu in zelo so pomembni. Če narobe napiše koda, sploh v DeFi-ju, je vedno denar v igri, ker vedno vsi ti protokoli nekaj denar pretakajo. In so nore pogodbe, res, cene so take. Tako da jaz osebno mislim, da pač ta DeFi našel stran na Ethereumu in če si developer, jaz mislim, da najbolj risk reward je, da začneš malo Solidity gledati, ta programski jezik in da se naučiš in začneš kontributati na razne protokole. To je gotovo pametno. Če si uporabnik, te zanima pač prostor, bi predlagal, ne vem, pejti si malo te aplikacije sprovati, ampak zdaj glede na to, kakšni so fiji, ne morem tega nobenemu zares svetovati, je pa nekaj res. Ti imaš en kup forkov teh Ethereum je bil toliko uspešen, da so ga ene točke začeli vsi kopirati. Dejansko tudi cel to arhitekturo, recimo Binance je naredil Smart Chain, ki je čisto kopiral Ethereum sistem. Tako da, če bi se igral z malo denarja, greš v bistvu lahko na Binance in na čist isti način, ker vsa koda, vse te aplikacije so več ali manj skopirane iz Ethereuma, lahko delaš transakcije za minimalne stroške, govorimo, ne vem, $1 transakcije. To bi jaz svetoval, dokler se fiji recimo na Ethereumu ne umirijo. In potem bi pač, čisto preprosto poskušal narediti ne transakcijo, pač transakcije tako obvious, nek trade, da narediš prek teh borz, ki so tudi na tem Binance Chainu, recimo, če je fee problem, ali pa si sposodiš nekaj. Zdaj govorim spet v strani DeFi-ja, kaj je zanimiv meni osebno. Nekaj na ta način. Pa kaj si prebereš pač? A imaš kaj tako on top of your mind zdaj? Kaj bi si bilo dobro prebrati? To je pa že toliko časa nazaj, da ne vem, kaj je zdaj aktualno. Gotovo je, vem, da je ful več sourcev, kot jih je bilo takrat, da si kaj prebereš. To se pravi, če pogooglaš, pač boš nekaj najdu zdaj, da bi pa vedel, kjera knjiga je zdaj aktualna, kaj na to temo. Vem, da je ta Antonopoulos pisal, ki je Bitcoin napisal, je tudi za Ethereum napisal, sam ne vem, koliko je kaj preveč tehnično. Mislim, da je kar tehnična, Ampak on ima knjigo, vse to smo že, Internet of Money, je pa v bistvu knjiga, ki je za lajke napisana, ker ni nič tehnično, je pa zelo tako filozofsko glede decentralizacije, pa cel blockchain space, tako zelo uporabno je bilo vsaj menno. Pa njegovi toki, Se pravi, Andreas Antonopoulos, vse to smo že prejšnjič ful polinkala, tako da.